Zdravo! Danes sva tu z Robinom Deva iz društva Bodi svetloba. Društvo Bodi svetloba je članica platforme Sloga že od vsega začetka. Robin, pozdravljam. Živijo, Nataša, lep pozdrav. Živjo. Danes se bomo pogovarjali na temo o trajnostnem, lokalnem, globalnem, ki ga Sloga vodi kot projekt. In me zanima, kako ti vidiš tvoje društvo Bodi svetloba, kako vi delujete na tem področju. Lep pozdrav najprej vsem skupaj. Društvo Bodi svetloba je bilo ustanovljeno leta 2017 in kot si že omenila, smo že od začetka člani Sloge, se pravi smo povezani z aktivnostmi Sloge. Mi največ delujemo na področju evropskih projektov, in sicer Erasmus Plus projektov, kjer tudi sodelujemo v temah trajnostnega razvoja oziroma trajnostnih razvojnih ciljev. Sodelujemo na področju za šole, za odrasle in za mlade. In tako smo izvedli nekaj projektov, ki so bili povezani s trajnostnimi razvojnimi cilji, kot so bili recimo Together for Sustainable Development Goals, Steaming Up Sustainability for Sustainable Development Goals. Potem so bili določeni projekti, ki so bili povezani s podnebnimi spremembami in za zaščito rek, recimo projekt RIDE, potem Rebirth Our Earth, se pravi, kako nekako ohraniti naravo oziroma narediti določene aktivnosti za zavzemanje za zaščito narave oziroma kako predvsem mlade, ki so tukaj ključ, nekako vplesti v to dogajanje, spodbuditi aktivizem in empatijo, ker je vse povezano s trajnostnimi razvojnimi cilji in zeleno agendo Evropske unije. Lepo, kako vam to kaj uspeva? V bistvu vse odvisno od projektov, ki jih dobimo. Določeni projekti, predvsem smo mi v tem trenutku delovali na teh evropskih projektih, nekaj pa delujemo potem tudi v Ljubljani, se pravi imamo predvsem delavnice z mladimi, ker sodelujemo tudi z eno oziroma dvema šolama v Ljubljani in potem nekako spodbujamo mlade, da so aktivni, da dajo potem sami svoje predloge, da si nekako izoblikujejo vizijo, kaj bi recimo radi v prihodnosti počeli, ki vidijo svoj smisel, svoj cilj. Recimo že, če je neko poklicno usmerjanje, se pravi, da poskušamo predstaviti, če kdo seveda zainteresiran za taka področja, recimo področja trajnostnih poklicov, zelenih poklicov. Pri tem smo imeli tudi Erasmus projekte in sicer en projekt je bil recimo enakopravnost žensk oziroma spodbuda ženskam oziroma dijakinjam za poklic v naravoslovnih predmetih, ker je recimo to precejšen primanjkljaj, so še zmeraj moški pretežno tu prisotni. Potem smo imeli recimo projekt Mindset, kjer smo nekako spodbujali empatijo in lastnosti čustvene inteligence, ki jo recimo uporabljamo v podjetništvu za ideje. Recimo to je bil zelo tak zanimiv projekt. Podoben projekt smo imeli potem ravno pred kratkim, Entrepreneurial IQ, kjer smo sodelovali recimo tudi z enim partnerjem iz Sint Martine, to je v Karibih, kjer smo nekako poskušali preko te čustvene inteligence spodbuditi ideje mladim in potem smo tudi našli neke vzornike mladih, se pravi mlade podjetnike, ki so recimo v svojem poslu uspeli oziroma vse uspevajo in smo nekako prišli tudi v stik z njihovimi glavnimi temelji, kako jim je to ratalo in vsi so imeli potem to čustveno inteligenco, se pravi vztrajnost, empatijo, prilagodljivost, fleksibilnost, odprtost za nove ideje, potem recimo spoštljiv odnos do zaposlenih, ker ti zaposleni nam lahko dajo veliko novih idej, sami nismo sposobni, da znamo vse ideje sami dobiti oziroma naše ideje niso vedno najboljše, zato moramo imeti stik z drugimi ljudmi, moramo biti odprti, moramo biti ponižni in sprejeti, da imajo včasih drugi veliko boljše mnenje oziroma boljše ideje, ker pa nam lahko pomaga pri nekem poslu, pri neki zadevi. Tudi Erasmus projekti so vedno plod sodelovanja, razmišljanja, se pravi viharjenja možganov, kako pridemo z različnimi idejami do dobrih rešitev. To včasih
tudi improviziramo, ampak ravno v tisti improvizaciji, ko nimaš vse planirano, se včasih pojavijo najboljše ideje, ker zmeraj, kadar planiramo, nikoli ne more biti vse po planu. Ne? In moramo se naučiti, da vsako stvar sprejmemo kot izziv v poslu oziroma tudi v delovanju organizacij so vedno vzponi in padci. Pri pacih se velikokrat največ naučimo, ampak zmeraj se moramo znati pobrati. V resnici ni sramota ali pa nekaj negativnega, če pademo. Past moramo, zato ker se iz tega nekaj naučimo, ampak zmeraj se moramo znati dvigati. Zato pa rabimo ljudi okoli sebe, zato pa rabimo skromnost in tudi to, ko recimo mi dobimo neke projekte, ko dobimo neke rezultate, moramo vedeti, da to ni samo naše znanje, naše sposobnosti, ampak je tukaj veliko dejavnikov in vsem tem dejavnikom moramo biti hvaležni. Zato. Mi lahko mogoče malo opišeš kakšen tak zanimiv projekt, ki so otroci zelo dobro odzvali. Ti si rekel, da sodelujete tudi izven Slovenije. Ja, mi smo naredili ta projekt Entrepreneurial IQ z partnerji iz Španije, Litve in pa Nizozemske. Nizozemska je bil ta otok St. Martin v Karibih. Mi smo recimo imeli simulacijo projektov trajnostnega turizma. Ne. Izbrali smo si otoče Wallis in Futuna. To otoče je del Francije, je pa sicer v Polineziji in je pač francosko prekomorsko ozemlje. Po drugi strani, kar je pa zanimivo, je pa tudi to, da je to otoče prejemnik uradne razvojne pomoči. In glede na to, da naše društvo sodeluje v vseh teh projektih uradne razvojne pomoči, oziroma nam je ta tematika blizu, smo se odločili hipotetično, kako bi kot neka lokalna skupnost, recimo smo se postavili vlogo lokalne skupnosti, ki dobi na nekem razpisu možnost evropskih sredstev in kako bi mi potem izvedli projekt trajnostnega turizma in kako bi s tem potem privabili turiste iz Evrope in ostalih recimo bližnjih območij. In potem smo imeli tukaj recimo brainstorming, se pravi viharjenje možganov z različnimi idejami. Se pravi, to je bila pač skupina mladih, ker to je bil mladinski projekt. Mi smo recimo prišli res do enih zelo zanimivih takih projektov. Ne. Predvsem smo imeli pa poudarek na nekem trajnostnem lokalnem turizmu, ki bo opolnomočil lokalno domačo skupnost. Ne. Mi smo bili tisti domačini in smo mogli nekako postaviti neke ideje, ki bi koristile celotni skupnosti, ne recimo nekim privatnim zunanjim investitorjem. In recimo s tem nekako pa potem tudi širimo potem to znanje, s tem recimo širimo ideje, ker ti lahko bodo nekateri mladi, ki so sodelovali v projektih v prihodnosti, kakšni podjetniki, in če bojo več v stiku s temi idejami, bolj bojo potem tudi lahko kakšne dobre ideje, out of the box ideje, dobili, ki jim bojo pomagale, da bojo recimo tudi v poslu uspeli, ampak obenem ne samo, da bojo uspeli samo zase, ampak da bojo uspeli tudi na nivoju lokalne skupnosti, da bojo lokalno skupnost pomočili, da bojo izvajali nekaj trajnostnega, da bojo njihovi proizvodi, storitve trajnostne, ki bojo prinesle blaginjo vsem. Kako so mladi to razumeli? Kaj so se potem zmislili? Ja, imeli smo recimo primere, ko je bila kako bi bil recimo transport trajnostne, se pravi, kako do otoka prideti, ne recimo v povezavi z ladjami, oziroma plovili, ki bi jih vodili domačini, potem ves načrt, kaj sem teh recimo bungalov, recimo bungalovi, vi so bili recimo kot primer dani, so bili lasti v domači lokalne skupnosti, se pravi lokalni prebivalci vasi bi bili tisti, ki bi delali v teh objektih, v teh središčih, potem med aktivnostmi je bilo recimo tudi spoznavanje lokalne kulture, se pravi vodiči bi bili lokalni, uporabljali bi lokalne pridelke, kar recimo v kuhinji, mize, stole in recimo pribor bi bil recimo iz domačih materialov, ki bi bili recimo na tem otoku. Skratka, smisel tega bi bilo ne da recimo turisti iz bogatih držav
prinesli oziroma vplivajo svojo kulturo in recimo s potrošništvom na neke domačine, ampak da recimo domačini bolj posredujejo oziroma pač, ko smo bili v njihovih vlogah, da posredujemo pač lokalno kulturo in da nekako pride do vzajemnega spoštljivega odnosa, kjer lahko obe strani pridobite. Ne? Se pravi, da potem tudi turisti, ki bi prišli, bi odšli domov obogateni z nekim bolj širokim pogledom, bolj širokim znanjem, ki bi mogoče potem tudi lažje razumeli, kaj se dogaja na globalnem jugu in se potem tudi sčasoma bolj v to smerili, kaj se nakup pravičnih izdelkov, se pravi izdelkov pravične trgovine, recimo manj potrošništva, da bi kupovali recimo potem bolj naravne izdelke, da bi recimo tudi pomagali mogoče pri humanitarnih in razvojnih projektih v prihodnje. Skratka, veliko stvari, sploh če želimo uresničiti te trajnostne cilje Združenih narodov do leta 2030, je veliko dela, ki nas čaka in to ozaveščanje tudi preko teh evropskih projektov je nekaj velika priložnost tudi za mlade in tudi za nas, ki recimo to izvajamo, mi se v vsakem primeru se tudi učimo. Tukaj ne gre samo za to, da mi predajamo znanje, ampak mi se v resnici veliko več naučimo od vseh udeležencev in od okolice. Ne. Veliko krat potem tudi moramo svoje prvotne ideje predrugačiti, ko recimo spoznamo, kakšne so stvari na terenu, kaj mladi čutijo, ne, ker mladi so tisti, ki bojo spremenili svet, ne, in oni so tisti, ki bojo potem res lahko naredili premik v trajnostni razvoj. Ne. Zaradi tega so te evropske, recimo Erasmus, pa tudi drugi projekti so recimo zelo koristni. Ne. In absolutno je potrebno tudi v okviru sodelovanja, tako kot je recimo Concord Europe sklenil, da bi vsaj 15% teh sredstev, ki so namenjene za uradno razvojno pomoč oziroma za te projekte, bilo na voljo nevladnim organizacijam, kateri nevladne organizacije sodelovanju z mladimi, sodelovanju s civilno družbo, lahko res skupaj naredimo premik, ta trajnostni premik, ki je zelo potreben. Ti deluješ z mladimi in pa tudi v šolstvu. Veliko se jih pritožuje nad mladimi, da so stalno v telefonih, da jih nič drugega ne zanima, da so nekateri, kako se že reče, podnebno depresivni oziroma imajo to tesnobo. Kako ti doživljaš to? Se to vidi? Ker zdaj pač ti deluješ z mladimi, ki želijo nekaj spremeniti. Ne? Kako pa pritegneš te mlade, ki jih je kar nekaj? Ne? Ja, zmeraj je tako, da je tudi med mladimi, mi so mladi, ki želijo, ki čutijo, da potrebujejo spremembe, pa mladi, ki trenutno ne čutijo. Ne? Ampak to ne pomeni, da ti mladi, ki so trenutno mogoče pasivni, ki so mogoče preveč zatopljeni v svoje socialne omrežja ali pa v svoje telefone, da ne bojo naredili te spremembe. Ne? Zato je zmeraj pomembno, da dajemo ta sporočila naprej. Pomembno je recimo, da damo sporočilo naprej pozitivno, se pravi, da se premikamo v nek trajnostni, solidarnostni koncept družbe, potem pa pustimo. Tukaj ne smemo imeti mi preveč pričakovanj. Več pričakovanj, pa več želja imamo, teže bomo naredili premik. Tukaj moramo mi spustiti, pa nekako zaupati. Vedno se bo našel nekdo, tudi med mladimi, ki bo en korak naprej in tista oseba lahko lažje potegne. Ne? Ker moramo vedeti, da recimo mladi se tudi recimo zelo identificirajo s svojimi sovestniki. Mi recimo ena starejša generacija teže lahko naredimo mogoče nekak premik. Ne? Zato, ker bo nekdo rekel, ja, zdaj mi bo pa spet solil pamet, ne? Zdaj spet se nekaj predstavlja, ne, da je nekaj. Ne? Ampak po drugi strani pa bo mogoče ena oseba ali pa dve mlade osebi, ki boste zaznali, pač, da je recimo ta trajnostni razvoj pomemben, boste prišli do neke točke, ko boste imeli moč, ko boste mogoče v medijih ti osebi in boste avtomatsko lahko lažje svoje sovestnike pritegnili. Bistveno je, da pač posejemo seme, potem moramo pa pustiti, da bo narava poskrbela, da bo zadost sonca, moramo verjeti, da bo zadost sonca, da bo zadost vode, pa seveda v svojih najboljših močeh pač prispevati k temu, da bo kaj zraslo. Ne? Ampak opustiti moramo pa tiste pričakovanja.
ker mladi vedno v vsaki družbi je prišlo do sprememb. Vsaka nova generacija je naprednejša. Naši otroci, naši vnuki imajo že avtomatsko program, kjer so oni pametnejši in imajo že v resnici software za rešitev. Včasih slišim od mladih, ja, vi ta stari ste uničili svet, zdaj pa pričakujete, da ga mi rešujemo. To v bistvu čist res, na nek način. Ne glede na to, tudi če sami osebno nismo bili preveč udeleženi v tem, smo vseeno živeli v družbi in se nekako prilagajali tej družbi, ki je pač to počela. In avtomatsko nosimo potem določeno odgovornost za to, vsak izmed nas. Ampak še zmeraj mi ne smemo imeti zdaj občutka krivde. Mi moramo se zavedati, v redu, to se je zgodilo, naša generacija je delala to pa to narobe, ampak zdaj vas bomo pa mi podprli, vas mlade, s tem, zaradi tega, ker boste vi tisti, ki boste nasledili planet. Vi boste tisti, ki boste mogli sicer z nami popravljati, ampak bomo stali zadaj, ob strani, da vam stojimo z našo podporo, z našo konkretno, z našo energetsko, kakršnokoli podporo. Boste pa vi tisti, ki boste spremenili svet, zato ker bo svet moral biti nekako po podobi tistega, kar si vi želite, ne kar si naša generacija želi. Predvsem bojo pa dlje živeli kot mi, ne? Ja, avtomatsko bojo dlje živeli, in dejansko bojo oni tudi tisti, ki bojo potem spet naslednji generaciji, se pravi svojim otrokom, ponudili boljši svet. Zdaj, včasih mi nismo neznani, včasih smo bili zavedeni od množičnih medijev. Množični mediji vedno oglašujejo, reklame, čim več imeti, čim bolj biti slaven, čim bolj uspet, ampak spet uspeh ne more biti na račun nekoga drugega. Naša družba je naredila uspeh na način, da smo mi uničili naravo, uničili smo človeške odnose, mislim, nismo do konca uničili, ampak smo predvsem poškodovali, načeli. Zdaj moramo pa popraviti. To je tako kot šola. V šoli imaš vedno popravne izpite. Zdaj, če ne narediš letnika ali pa razreda v rednem roku, boš imel potem popravne izpite. Enkrat boš že naredil. Če pa naredil, seš pa čez pisal. Ampak še zmeraj življenje poteka naprej. Je pa fajn za nas in za ostale generacije, da recimo čim prej opravimo te izpite, da v bistvu čim prej dokončamo. Je pa vedno vse življenjsko učenje. Mladi imajo mogoče, oziroma ne mogoče, sigurno imajo v resnici veliko boljše ideje, kako bojo recimo družbo spremenili, samo moramo jim dati možnost. Lahko pa zdaj pogledamo recimo že politiko. V politiki je vedno starejša generacija, mladih je recimo zelo malo in zaradi tega je tudi zelo malo sprememb. Mora priti do zamenjave generacije. Kaj pa nekateri pravijo o usporednem svetu? Mladi ne želijo politiko, ne želijo se sploh ukvarjati s tem, ker za njih je to paseja. Ampak dejansko politika nam kori življenje z raznimi predpisi, uredbami in tako naprej. Kako bomo zdaj to nekako uredili? Ti si tudi aktiven pri Concordu, a ne? Ena stvar je recimo ozaveščanje. Vsak mora narediti na svojem področju, za katerega čuti, da lahko tam, oziroma da je tam, da je za to usposobljen, mora pač vsak na svojem področju delovati. To ne pomeni, da mora zdaj vsi mladi tu v politiko. Nekdo lahko preko svojega podjetništva, svoje službe, nekdo lahko preko izobraževanja, nekdo lahko preko aktivizma širi te ideje. Področja so zelo različne. Vsak si mora najti svoje področje. Je pa v bistvu zelo pomembno, da pa v bistvu širimo te ideje trajnostnega razvoja. Ampak še vedno bo ta del, ki sprejema pravila. In če bojo oni samo izven delovali, bo ta, kako se reče, generacija belih starih mož, kako že. To res. Zaradi tega se bodo mladi v nekem trenutku morali tudi s temi zadevami, ki korijo njihovo življenje, recimo tudi s politiko, isto z gospodarstvom, ker gospodarstva so odvisna delovna mesta. Se pravi, da bojo mladi nekako pritiskali tudi na svoje podjetje, da sprejmejo bolj okolju prijazne aktivnosti.
Zdaj recimo zelo zanimivo, ne, kaj sem. V Sloveniji bomo takoj našli denar, da bomo dali 5% za oboroževanje. Oboroževanje, se pravi vojna industrija, vojno-industrijski kompleks je eden od največjih onesnaževalcev okolja in tudi podnebnih sprememb. Se pravi, vse te zadeve povzročajo podnebne spremembe. Po drugi strani ne najdemo zadosti denarja, da bi recimo odpirali nova delovna mesta za v bistvu stanovanja za mlade, da bi mladim ponudili več možnosti, da grejo na neka dodatna izobraževanja. Ampak glede, kar se tiče pravice, je tako. Pravice niso nikoli za večno pridobljene. Za pravice se moramo vedno boriti. Tako kot se je mogla naša generacija boriti za določene pravice, tako se bo mogla ta mlada generacija boriti za svoje pravice. Zato je zelo pomembno, da so mladi aktivni, da se najdejo neko področje, kjer lahko svoj aktivizem in svojo empatijo dajo ven, ali je to neka pomoč sočloveku, ali je to delo za naravo, ali je to delo za bolj zeleno gospodarstvo, ali je to delo v politiki, ali kjerkoli, se pravi, nekje se pač mladi morajo narediti. Zato tega, ker tisto, za kar se bomo mi zavzeli, tisto se bo lahko uresničilo. Če bomo pasivni, seveda, tako kot si omenila, potem se ne bo ničesar spremenilo. Potem bomo ostali na istem področju, na katerem smo, in zdaj, če pogledamo vojne, podnebne spremembe, vse te napetosti, ki so v društvu, to vodi v pač propad civilizacije, ki jo poznamo danes. Ampak tudi vsak propad civilizacije lahko pomeni začetek neke nove civilizacije. In zato so pa mladi. S tem se absolutno strinjam. Tako da mogoče na tej točki bi lahko že malo zaključila, lahko poveš par stavkov mogoče za zaključek, da zaokroža vse te teme. Ja, zelo pomembno je, glede na to, da smo mi pač na razvojnem področju, da nekako uskladimo tudi to delovanje ne samo na naše ožje okolje, ampak tudi na širše. Zelo pomembna je recimo pri tem uradna razvojna pomoč, ki lahko recimo tudi preko podjetništva, ampak spet ne sme biti pa namen recimo vključevanje samo zasebnega sektorja v uradno razvojno pomoč oziroma mednarodno razvojno sodelovanje kot izgovor državam za to, da ne namenja določena sredstva za to. Zelo pomembno je tudi to, tako kot je že Concord Europe predlagal, da recimo pri vseh teh projektih, kot so recimo Global Gateway ali pa tudi, če so lokalni projekti, da kjerkoli gospodarstvo sodeluje, da pri tem sodelujejo tudi nevladne organizacije za monitoring, se pravi za spremljanje, nekako recimo gospodarsko sodelovanje poteka, ali je to res v korist prejemnikom razvojne pomoči, ali se pri tem res ne uničuje okolje, oziroma da ni izkoriščanja poceni delovne sile, ampak da je to dobrobit za oboje. Zaradi tega je tudi zelo pomembno, da tudi v prihodnosti sloga delamo na tem, da se povečuje razvojna pomoč in da v skladu z Concord Europe tudi slovenska uradna razvojna pomoč naraste na 0,7% BDP do leta 2040. Hvala, Robi, za današnji pogovor. Hvala tudi tebi in lep pozdrav vsem skupaj. Hvala.